Letošnji Črnfest so odprli 3 stand-up komiki, možje, ki sestavljajo kolektiv Mojstri smeha v 3D. Dodobra so zbrane v atriju Črnomaljskega gradu, tokrat nasmejali Boštjan Gorenc Pižama, Tim Vodopivec in Mladen Pahovič. Mi z Mladenom delava že skupaj od Komikaz, pravzaprav. Pa je bilo pa zdaj, smo pa vgruntali malo, kako pač fino bi bilo zapakirati nekaj v eno tako, malo celovečerno obliko, neko bolj stalno, tako da spet ljudje, ki vidijo pač, okej, te pa te nastopajo, pa vidijo zraven naslov, kaj bi delali, in da pridejo, tako da smo se pa vzeli Mladen, Janez, ki ga danes žal ni z nami, ker je družinsko odsoten v neki tuji državi, tako da smo ga nadomešča Dušan Tomič. In jaz in imamo zdaj te Mojstre smeha v 3D, gre pa za nek tak pravzaprav the best of našega materiala, recimo zadnjega pol leta, zadnjem letu smo nabrali in v eno celovečerno predstavce zapakirali. No, Črnfest se je začel pred 5 leti kot en vikend festivalček, s katerim smo želeli zapolniti poletno mrtvilo v Črnomlju, predvsem in v bistvu smo se usmerili v vse generacije v skladu z našim sloganom Dobro za vse, tako da smo pripravili predvsem glasbene večere, potem smo pa v bistvu skozi teh 5 let nekako zrasli do celomesečnega festivala, ki ponuja vsebine tako najmlajšim, potem pripravimo vedno neke, bomo rekli, bolj zahtevne glasbene vsebine za bolj izbran okus. Koliko pa je improvizacije v samih nastopih? Improvizacije niti ni toliko, recimo pri stand-upu smo kar lepo zakoličeno in kaj imamo, ta material, kaj boš govoril, je pa jasno, pa se vmes ti zgodi, mogoče kdaj se ti kdo oglasi na kakšno stvar, ali se ne vem, kdaj kakšen zvon začne prav glasno sredi nastopa zvoniti, kaj tretjega nepredvidenega, takrat se moraš pol odzvati, ali pa da ti kakšna idejca tako pade, če si vmes, ko govoriš, pa jo sprobaš, ampak drugače pa ni toliko, da bi rekel, nek full improvizacij, kakšnih 5% recimo vzgaska po celotnem. Pomembno, če ne že kar ključno vlogo, pa ima seveda tudi občinstvo, predvsem tisto, ki se dejavno vključuje v nastop. Fino je, da se smejijo, da vemo, da smo smešni, ker dejansko gre, ker ti, ki si sam na odru, ti rabaš njihov feedback, se pravi, da vidiš, da jim je kul, da uživajo, da se smejijo, da ploskajo, in s tem, ko so oni, se vidiš, da se zabavajo, in tako gre tebi še bolj in gre čisto tak pretok energije, ki gre levo, desno in pol krož do enega vrhunca večera. Koliko vas je takih, ki ste danes prvič na stand-up dogodku, na stand-up nastopu, če lahko zaploskate, prosim. Super. To ste z Vinice prišli sem. Dajte pa tisti, ki ste pa že kdaj bili, dajte jim pokazati, kako se zdaj res ploska. Slovenski smisel za humor naj bi bil precej specifičen. Odličen, ko se smejemo drugim, in toliko slabši, če so šale na naš račun. Slovenci se čisto znamo smejati, mogoče se kakšni še ne znajo dobro sebi smejati, ampak mislim, da so jo tudi to počasno naučili. Na tednu mladih v Kranju, sredi nastopa sem se slekel pulover dol, pokazal majico, na kateri je pisal premagal sem anoreksijo, ti se je bila najboljša fora od vseh. Kako pogosto pa se komedijanti poslužujejo stereotipov? Kakšni so, ampak jih probaš ne vem koliko, ker čisto zaradi tega, ker probaš biti svež, probaš nek svoj pogled dati, zdaj jasno, mogoče kakšni tega, vsi umetniki pijajo, vsi oni to delajo, to je kakšen tak, ki so, ampak probamo jeti čestno, tako da, če se le da delati čisto iz enega svojega, ker to mislim, da je poanta glih stand-upa v tem, da ti skozi neko svojo prizmo gledaš svet, opazuješ in potem podajaš to svoje videnje vzga na en tak čuden način. Vsak stand-up komik s časoma razvije sebi svojstven in prepoznaven nastop. So persone, skozi kere se izražamo, se pravi, in to, kar imamo nekako razdelano, se vidi, se pravi, da točno veš, ta mogoče malo bolj zmeden deluje in ima to, pri meni vejo, da je ful bo nekih šal zihar o literaturi, pa v politiki, pri Mladenu bojo šale o laseh in pri Duletu o prtljažniku in tako se počasno navadijo, vejo, ampak itak se pa potrudimo, ker nekaj takega pričakujejo, pa jih pa okolo obrneš in zasukaš in jih od nekod vzad za ene tretje žoge, četrtega kota ujameš čisto nepričakovano.
Zdaj, Hrvati, ko bojo prišli v Evropsko unijo, bo ravno vsega konec, se mi zdi. Tako kot ena zabava, ko prideš ob 4 zjutraj, pa so že vsi šli. Oni bojo tako prišli v ene 4, bojo tu, evo nas, konačno, vse je že prazno, nobenega nikjer, steklo po tleh, en grk leži na mizi.